Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Luč v srcu. V daljni deželi, kjer so gozdovi šepetali skrivnosti starih časov in reke sijale pod luninim sijem, je stala majhna vasica po imenu Lučica. V tej vasi je živela deklica Elena, ki je imela poseben dar. Znala je videti luč v srcih ljudi. Elena je bila znana po svoji prijaznosti in veselju, ki ga je širila okoli sebe. Z vsakim nasmehom in prijazno besedo je ljudi spominjala na dobroto, ki jo nosijo v svojih srcih. Vendar pa je v vasi živelo tudi staro bitje po imenu Ceferin, ki je bilo nekoč prav tako polno svetlobe, a je skozi leta izgubilo svojo iskrico. Ceferin se je umaknil v gozd in se zavil v senco, pozabivši na lepoto sveta okoli sebe. Vaščani so se ga bali, saj so mislili, da je v temi izgubil svojo dušo. Nekega dne je v vas prispela skrivnostna pošiljka. Zlata lanterna, ki naj bi prinašala srečo tistim, ki jo znajo pravilno uporabljati. Elena je bila izbrana, da prevzame to čarobno darilo, saj so vsi verjeli, da bo svojo prijaznostjo našla pravi način za njeno uporabo. Zvečer, ko je sonce zašlo in je nastopila tiha noč, je Elena v svoji sobici prižgala lanterno. Namesto navadne svetlobe je iz nje sijala topla zlata svetloba, ki je napolnila sobo s toplino in mirom. Medtem, ko je občudovala čarobno svetlobo, je Elena začutila neznan nagon,
močno željo, da bi svetlobo delila z nekom, ki jo potrebuje. Spomnila se je na Ceferina, ki je živel v gozdu, oddaljen od vsega, kar je nekoč ljubil. Naslednje jutro je pogumno stopila v gozd, z zlato lanterno v roki. Gozd je bil temen in tih, a svetloba lanterne je odganjala sence. Elena je sledila svojemu srcu in končno prišla do majhne, zapuščene koče, kjer je živel Ceferin. Močno je potrkala na vrata in čakala. Po nekaj trenutkih se je pojavilo staro, obupano bitje z žalostnimi očmi. Kdo si in kaj želiš? Je hripavo vprašal Ceferin. Sem Elena, je nežno rekla deklica, in prinesla sem ti svetlobo, ki ti lahko pomaga ponovno najti srečo. Ceferin je najprej okleval, vendar ga je Elena povabila, naj pogleda v zlato lanterno. Ko je Ceferin zagledal zlato svetlobo, ki je sijala iz nje, se je v njegovih očeh pojavila solza. To je svetloba srca, je šepnil. Nekoč sem jo imel, a sem jo izgubil. Elena se mu je nasmehnila in rekla: Svetloba srca nikoli ne izgine, le pozabimo lahko nanjo. Vedno jo lahko znova odkrijemo. S temi besedami je Elena postavila lanterno pred Ceferina. Svetloba je nežno obdala njegovo temno postavo in počasi, a vztrajno so se sence začele umikati. Ceferin je začutil, kako se toplina vrača v njegovo srce. Spomnil se je vseh lepih trenutkov, ki jih je doživel, in ljubezni, ki jo je delil z drugimi. Svetlobo v srcu se je začel ponovno smejati ter peti. Elena in Ceferin sta se skupaj vrnila v vas, kjer so vsi z veseljem pozdravili ponovno obujeno bitje, polno svetlobe. Zlata lanterna je ostala simbol upanja in ljubezni, ki je spominjala vse vaščane, da je svetloba v srcu vedno prisotna, četudi jo včasih pozabimo. Elena je naučila Ceferina in vse druge, da je včasih dovolj le prijazna beseda ali dejanje, da prebudimo svetlobo v srcu nekoga drugega.
Dragi otroci, ne glede na to, kako temno se včasih zdi, nikoli in nikdar ne pozabite, da vsi, prav vsi v sebi nosite svetlobo, ki lahko razsvetli vašo pot in pot drugih. Delite svojo svetlobo z drugimi, bodite prijazni in sočutni, saj prav to prinaša največjo čarovnijo v naše življenje. Lahko noč in sladke sanje, moji dragi. Želim vam polno svetlobe in topline. Lahko noč